Dober dan, lepo pozdravljeni v sveži epizodi podcasta Delo in dom. Moje ime je Nina Štajner in danes bomo govorili o kulturi bivanja in kulinariki. V goste smo povabili ljubiteljico celostnega doživljanja kulinarike in urednico Delove priloge Odprta kuhinja, Karino Cunder-Rešič. Lepo pozdravljena v našem podcastu. Ljuba, Nina. Nekoč ste bili urednica Delove priloge Delo in dom, Ja. potem pa ste zajadrali v kulinarične vode in sedaj delate kot urednica priloge Odprta kuhinja. Kako se po vaši izkušnji arhitektura in kulinarika prepletata? Ja, moram priznati, da o tem pravzaprav preden sem postala urednica kulinarike, nisem veliko razmišljala. Je pa na nek način, čeprav pomislimo, se prepletata tako v vsakdanjem življenju, torej v delu, ki se nanaša na naše kuhinje, in seveda tudi v delu, ki mu mi ponavadi rečemo gastronomija, to je pač oprema, arhitektura, dizajn, restavracij. Pomembnejši je seveda ta del, ki se nanaša na naše kuhinje. Kuhinja, če pravilno premislimo, je najpomembnejši del našega doma. Ne rečemo zaman, da je srce. Kuhinja je na nek način naš delovni prostor. Skratka, iz tega stališča potrebuje ogromno premisleka. Je pa tudi prostor naših emocij, prostor, okrog katerega se spleta pravzaprav naše družinsko življenje. In tu bi rekla, arhitektura, dizajn in sorodne kreativne prakse pravzaprav lahko pomembno prispevajo k temu, kakšen je naš občutek v tem srcu našega doma. Tako da, se prepletata. Verjetno o tem več razmišljate arhitekti, uporabniki pa bolj kot ne čutimo ali pa ne čutimo to na koncu v svoji vsakdanji izkušnji. Koliko pa Slovenci damo na pripravo jedi, v vašem mnenju? Moja izkušnja kot urednice kulinarike in kot spremljevalke tega področja je, da damo veliko na pripravo jedi. Veliko nas zanima tudi v smislu prebiranja, iskanja novih informacij. Nisem prepričana, da se te nove informacije vedno prevedejo tudi v to, da smo zelo inovativni v kuhinji, da smo pripravljeni sprejemati nove trende, da smo pripravljeni v to investirati. Vsekakor je pa to področje, ki nam je blizu. Jaz mislim, da pameten človek da veliko na vprašanje priprave hrane, zaradi tega, ker je to eno področje, okrog katerega lahko spletemo zelo prijetno družabno življenje, družinsko življenje, lahko spletemo in oblikujemo zdrav življenjski slog. Če pa ste pač na začetku izpostavili Slovence kot take, bilo bi neumno, da se ne bi s tem ukvarjali, ker danosti, ki jih imamo pa v Sloveniji za pripravo dobre hrane, so pa izjemne. Torej sestavine in bi rekla kulturni vplivi, ker se na majhnem prostoru prepletata tako Mediteran kot Alpe z vsemi svojimi čudovitostmi. Škoda bi bilo, če se ne bi s tem ukvarjali. Kaj pa na ta širšo doživljanje kulinarike, se pravi estetika, postrežbe, glasba, vonji? Damo Slovenci veliko na to ali je to bolj postranska stvar? To je zelo zapleteno vprašanje na nek način. Jaz mislim, da damo veliko na to, vendar tega ne artikuliramo, dokler nas kaj ne zmoti. To se pravi, mi pripadamo temu srednjeevropskemu kulturnemu prostoru in na nek način imamo naša kultura bivanja je pravzaprav, se mi zdi, na kar visoki ravni. Se pravi, mi vzemamo za privzeto, da bo prostor, v katerega vstopamo, še posebej kot gostje, na nek način oblikovan in umerjen po potrebi te vsebine, ki se tam noter dogaja. Tako da so pa tudi, recimo omenili ste zanimivo glasbo, glasovi v tem prostoru. Pripravljamo, na tem mestu moramo omeniti, ker je res umestno, pripravljamo novo
produkt, rečemo temu tehnično, v resnici pa to punčica našega očesa, ni noben produkt. Torej pripravljamo novo revijo, ki bo izhajala parkrat v letu in je na nek način nadaljevanje Odprte kuhinje. Pač to je priloga tedenska. Naša nova revija se imenuje OK magazin, torej malo je seveda navezave na Odprta kuhinja, OK, malo je pa seveda na nek način hočemo povedati, da je nekaj novega. In v tej prvi številki, ki izide na začetku junija, imamo odličen članek od Boštjana Napotnika. Boštjan Napotnik je eden kulinarično in gastronomsko najbolj izobraženih ljudi v Sloveniji. On je pač ocenjevalec za mladino, za njihovo pač rubriko, v kateri ocenjujejo gostilne, in on je obiskal, piše sam, blizu 1000 slovenskih lokalov, gostiln, restavracij in tako naprej. In kar smo mi prosili njega, je ne to, da nam on pove, kaj je tam jedel, pa kaj je pil, ampak da nam pove, kaj je slišal. In to, recimo, bi rekla, ta ambientalni zvoki, ki jih dobimo v nekem prostoru, pravzaprav so spregledani, ampak izredno pomembni del celotne izkušnje, ki jo imamo, kadar bi rekla, z nekimi večjimi ambicijami pridemo. Ne govorim, da gremo na hiter nekaj pojest, pa še takrat nas najbolj štrušč malo moti, ampak se pravi, premalo pozornosti temu polagamo. No, Boštjan Napotnik vam je pa dal tudi en zelo dober nasvet za vašo izkušnjo oziroma planiranje obrokov v kuhinji, ki ga imate napisanega na steni oziroma... Ja, sem presenečena, da to veste, kajti gre za zgodbo, ki sega, bi rekla, več let nazaj. Mislim, da se je to zgodilo v trenutku, ko je izdal eno od svojih 2 odličnih knjig. Začel mi razlagati, da pravzaprav piše urnik, kaj bo čez teden skuhal. On je tudi odličen domači kuhar. In jaz sem to v resnici pravzaprav kar malo spregledala, potem sem se pa vrnila nazaj, kaj ti govoriš, kakšen urnik? Na kar mi je povedal pač nekaj, kar je izjemno pomembno za ekonomizacijo našega domačega kuhanja. Zelo pomembno je narediti seznam tega, kar boš čez teden skuhal. Kaj ti? Zgodi se to, da ti ne prideš v trgovino, recimo, in stihijsko kupuješ, ker ne veš, kaj vse boš rabil in potem kupiš na zalogo in to ti potem ostane. Gre pa tudi za ekonomizacijo našega časa, saj vemo, kuharija pravzaprav vzame kar nekaj časa, če jo hočemo izvajati na dnevni bazi, in z planiranjem lahko ti mogoče nekatere predpriprave, postopke izvedeš že vnaprej. V vsakem primeru se pa vedno izogneš temu, da bi začel kuhati kosilo, ugotovil, da neke sestavine nimaš in bi si vzel še dodatne pol ure za to, da bi šel to sestavino dobiti. Tako da dober načrt je v bistvu 1/3 dobrega uspeha, če mene vprašate. Bom tudi jaz se poslužila. Prosim. Ampak vi živite po eni historični hiši, prenovljeni z veliko mero ljubezni. Zakaj ste se odločili za bivanje v stari hiši? Ne vem, če poznate francoski izraz chercher une femme, torej iščite žensko, v tem primeru je bil pač to moški, chercher un homme. V stari hiši bivam zaradi tega, ker sem se poročila z soprogom, ki je pač lastnik oziroma ki je živel v tej stari hiši. Je pa v resnici, moram priznati, zanimiva hiša. Prve omembe je mogoče zaslediti do 13. stoletja v preteklost, tako da tu se je zamenjalo pač 800 let različnih lastnikov, različnih ljudi. Kot si nam igra. Jaz imam zelo rada stare hiše in zgodovino. Meni so tudi pri srcu stare hiše, imajo posebno, ne rečemo za manj, da imajo posebno dušo. Recimo zdaj ste me spomnili pravzaprav, da v času, ko sem bila urednica na prilogi Delo in dom, sva z arhitektko Živo Del se odločili in pravzaprav na trg poslali tudi 2 knjigi. Ona je seveda avtorica, jaz sem bila urednica. Najlepše slovenske prenovljene hiše, in to je pač taka zelo prijetna zbirka dobrih primerov, kako se da lepo živeti v nekem starem stavbnem ovoju. Tako bom rekla, kaj vse se da potegniti in kaj je treba narediti, da pravzaprav to živi naprej. Kakšni estetiki ste pa vi sledili ob prenovi te vaše hiše?
Torej, ko sem jaz prišla v to hišo, je bila na nek način, bi rekla, vprašanja, ki so povezana s stavbnim ovojem, so bila pravzaprav že rešena, tako da nova streha, kanalizacija in tako naprej, vse to je bilo urejeno. Zdaj smo pravkar na nek način v fazi neke nove prenove, kjer se na nek način lahko ukvarjamo res samo z detajli in z estetiko, tako kot vi pravite. Ne vem, če se temu reče slog, kar mi zasledujemo, ampak moja želja je živeti v prostoru na nek način, ki bi bil moj in v katerem bi bilo več mojega življenja kot življenja vseh teh ljudi v 800 letih pred mano, hkrati pa bi bil poklon temu njihovemu trudu, kajti res so se morali potruditi, da so to hišo ohranili. Tako da prvenstveni cilj vsake prenove je pa seveda, da nikoli ne porušiš in nepovratno pokvariš stvari, ki so unikatne in ki jih, bi rekla, ki so lastne točno temu objektu. Sem pa bolj fleksibilna glede pohištva, recimo mi je všeč kombinacija pomembnih starih kosov, predvsem mi je pomembna seveda ročna izdelava, unikati, to bom rekla, to je zame sveto. Imam pa tudi rada sodoben dizajn, ker moramo pa seveda se zavedati, da živimo v 21. stoletju in mi se na nek način zelo težko pripravimo do tega, da bi razmišljali in živeli in svojo komoditeto podvrgli temu, da bi bila mogoče hiša živela kot nek živi muzej. Tudi vaša kuhinja je zelo zanimiv prostor, srce doma. Sem se bala, da jo boste omenili. Kaj je njena največja posebnost? Njena največja posebnost po vsej verjetnosti to, da je res natrpana. Mi v svojo kuhinjo pač znosimo vse, kar se nam v svojem življenju zgodi, misleč, da bomo nekoč tudi ven odnesli, ampak ta nekoč nikoli ne pride, nič ven ne odnesemo, tako da ta kuhinja je zapolnjena do zadnjega kotička. Njena posebnost je pa v tem, da je zelo, zelo osebna. Skratka, tam v tej kuhinji ni stvari, ki jo ne bi sami izbrali, sami noter prinesli, sami z njo delali in sami z njo uživali, tako bom rekla. Zdaj, če ima še kakšne take posebnosti. Štedilnik, na primer. Štedilnik smo izbrali zidanega, ker smo mislili, da pač paše v take starejše hiše, Zdaj, za pogledati je lepo, tako bom rekla. Je pa seveda s temi štedilniki na nek način problem, da se zelo razgrejejo in majhna kuhinja postane pač neznosna, če mi zakurimo ta štedilnik, tako da je nekakšen objekt lepote postal ta naš štedilnik. Objekt lepote in objekt praktičnosti, ker gor odlagam vse, kar rabim pri kuhi. Je pa, se pravi, kadar pa zakurimo, pa ustvari čudovit občutek topline in na nek način se vedno tudi spomnimo tašče, ki je že pokojna, ki je, mislim, da 80 let svojega življenja kuhala na pač štedilniku na drva, in pravzaprav je bila mojstrica tega in vedno smo pač na skrivaj mislili, da mogoče hrana, ki je pripravljena s prisotnostjo živega ognja, zares ima, ne bom rekla drugačen okus, ampak neko drugačno energijo. Ima, ja. Kaj pa je mogoče, največja pomanjkljivost te kuhinje, oziroma kaj bi mogoče naredili drugače, če bi še enkrat jo opremljali? Torej, največja pomanjkljivost je v tem, da da smo bili precej mladi, ko smo jo opremljali, nismo vedeli, da nas bojo hrbti boleli, da bomo imeli hernije in smo, recimo, zdi se mi izjemen problem pečica, ki je pod štedilnikom, to se pravi, vedno se je treba skloniti k tej pečici. Tega ne bi nikoli več naredila, ker je v tem času smo tudi na nek način ugotovili, da imamo radi litoželezne posode. Litoželezne posode so strahotno težke in s tem se sklanjati, pa znotraj še z vsebino, pač rata nekakšen problem. Pri stari hiši je problem tudi skratka, izolacija. Mi na zunanjo stran ne smemo dati izolacije, tako da se
zelo pogosto se srečuješ s problemom toplotnih mostov, tako da imamo recimo okrog okna, se nam tu in tam nabira plesen, ker se slabo odvajamo vse te soparo, ki nastajajo v kuhinji. Kaj pa svetloba? Svetloba imamo pa vrhunsko, ker gre za hiša spada umetnostno-zgodovinsko v obdobje baroka, to pomeni, da ima ogromna dvokrilna okna z 3 prekati, kar pomeni, da svetloba neovirano prehaja v ta prostor. Svetloba je v bistvu tako močna, da kuhinja je orientirana na vzhod, zjutraj, ko vstanemo, včasih tako močno sije, da bi moral pravzaprav sončna očala imeti. Poskuša nas izžgati iz naše kuhinje. Naravna svetloba je izredno pomembna, predvsem pri delu, ki recimo zahteva neko pozornost, da moraš gledati, in tako da recimo odlična rešitev, ki jo jaz priporočam, je, da se kuhinjski pult postavi direktno pred okno, ki dovaja svetlobo. Pa še ven lahko gledaš, če se dolgo časaš. Kaj pa umetna svetloba? Umetna svetloba? Tudi vprašanje je zelo pomembno. Recimo imam zelo slabo umetno svetlobo nad štedilnikom. V starih časih smo bili nekako zadovoljni z temi svetilkami, ki so bile vgrajene v kuhinjsko napo. To seveda je že malo minilo, nismo več zadovoljni s tem. Tako da recimo nimam dobro osvetljenega štedilnika, čeprav imam luči sicer razpostavljene na najbolj neverjetnih mestih, kar bomo zdaj pač reševali ne z razbijanjem sten in dovajanjem pač novih možnosti za svetlobo, ampak sem odkrila posebno luč, ki je, ne vem, morda se temu reče roka, morda ne. Tolomejo, ja, to je to. Artemide, znamka. Ja, to je točno, hvala, da ste povedali. To je ta luč, ki smo jo uporabljali že v jedilnici in je pravzaprav neverjetna. Ima tudi, bi rekla, izbrali smo pergamenten širm, ali kako to imenujemo, za katerega smo mislili... Senčnik, ja, za katerega smo mislili, da se bo takoj umazal, ker jo prijemamo in prestavljamo, ampak se ne umaže, tako da to bomo... Problem svetlobe bomo rešili tudi v kuhinji s tem. Super. Vi pa zelo uživate v kuhanju, peki in tudi postrežbi, če prav razumem? Radi gostitelji? Zelo. Moram priznati, da pravzaprav preden sem postala urednica kulinarične priloge, nisem znala kuhati. Hvala možu, da je zdržal to. Sem se pa na nek način, če prebereš toliko 1000 receptov, kot sem jih jaz prebrala v službi, se marsičesa naučiš, tako da zdaj se imam pravzaprav za dobro kuharico. Imamo pa nekako v družini to, da je morala biti vedno urejena miza, poudarjeno urejena celo, in da se je vedno izredno bučno obeleževalo vse praznike, ki so bili na voljo. Tako da recimo sem v krogu ljudi, ki že avgusta začnejo razmišljati, kako bo izgledal njihov letošnji božič. In tudi želim si, da tudi s tem, kar je na moji mizi, na nek način obeležujemo in spremljamo tok časa. Recimo všeč mi je, da so avgusta, ko so v najlepšem razcvetu, da so na mizi vedno dalje kot šopek. Všeč mi je recimo Kresna noč. Kresna noč je meni, razen božiča, najpomembnejši datum v letu. To vedno pač obeležim za neko zabavo s prijatelji. Potrudimo se, da gremo v gost, naberemo kresnice, razpostavimo svečke, sedimo dolgo v noč in potem upamo, da se bojo kresnice, tudi tiste žužki, pojavili in nam razsvetlili pač te naše občutke. Tako da ja, to mi je zelo pomembno in se tudi zelo potrudim. Skoraj da dol ne padem od utrujenosti, toliko se potrudim. Imate pa ob hiši tudi en čudovit vrt? Ja. Kaj vse raste na njem? Zelenjava, rože? Kaj raste? Vse, ja. Vse to, kar ste našteli. Smo neke vrste amaterska kmetija, ljubiteljska moram reči, ljubiteljska kmetija, tako da imamo kar veliko veselja s tem, tako jaz kot mož. Tako da recimo zelo radi si posejemo svojo lastno pšenico, ker doma pečemo kruh. Jaz imam pa veselje tudi z zelenjavnim vrtom, kjer vzgajam pač, temu se je v naših krajih reklo zevnik.
kjer vzgajamo to zelenjavo, ki pač pride prav ob vsakodnevni kuhinji, a ne. In tle se vedno potrudim, da je pač, da ni monokulturna, tako kot moja kuhinja si je zdaj, ta moj vrt sem spoznala v tem trenutku. Pravzaprav je vse naslan, ampak vse v bistvu najde neko sinergijo in neko veselje samo med sabo, tako. Zelo me veselijo zelišča, ker izredno močno in na zelo lahek način povzdignejo vsako kuharijo. Še največje veselje imam pa pravzaprav z jedilnim cvetjem. Tako da moja dokončna ideja je, da bi cel ta naš vrt zasadila z rastlinami, ki so hkrati lepe in hkrati užitne. In to se mi pravzaprav pozna tudi zelo pri kuhi. V poletju, ko je pač to vse v razcvetu, redno zdekoriram hrano, tako da je potopljena v barve, v okuse, v arome, v listke, vse živo se najde, tako da kadar pride recimo k hiši kakšen nov človek, ki ne pozna tega mojega sloga, moram reči, vse, kar je na krožniku, je užitno. Pa paradižnike tudi gojite. Paradižnike, včasih sem bila bolj nora. Sem jih gojila tudi po 50-60 sort, letos jih imam približno 30. Samo. Za paradižnike me je navdušila, to pa moram dati, izpostaviti zahvalo Slavka Ilih, ki je, mislim, da bi rekla kraljica te plodovke pri nas. Mislim, da je sploh ustanovila polje zanimanja za paradižnike, to je bilo že pred verjetno 20 leti. Moja draga prijateljica, in od takrat jih nikoli nisem opustila, je pa res, da sem se v tej svoji mladostni norosti malo izčrpala, tako da v zadnjem času mi veliko več pomeni to, da pridelam ne 60 sort, ampak da pridelam rajš med temi sortami tudi 50 kil nečesa, kar predelam potem recimo v omako, ki jo imamo še za zimo, tako da raztegnemo to vse skupaj. Imate polne roke dela. Ja, imam, ja. In tudi v službi, kjer se trenutno poleg revije Odprta kuhinja ukvarjate še z enim zelo zanimivim projektom, OK magazinom. Kaj nam pripravljate v tem projektu? To je to, kar sem poskušala že majčkeno omeniti, ko sva govorili o glasbi in o pravzaprav načrtih za kuharijo. OK magazin je nova zadeva, izšla bo, to bo revija, precej obsežna je, prva bo imela 160 strani. V to revijo smo poskušali zajeti pravzaprav teme, ki se je kulinarika in hkrati je veliko več kot to. Tako kot recimo sva se midve zdaj pogovarjale o vseh možnih temah, nekaterih nepričakovanih, ampak podton je bila vedno kulinarika. Tudi mi iščemo teme, pri katerih podton je kulinarika, niso pa to nujno recepti, ker ne jemo vedno samo zaradi lakote, včasih tudi zaradi užitka, zaradi zvedavosti in tako naprej. Tako da za prvo revijo smo si na nek način izbrali področje kulture. Kulturo razumemo v zelo širokem pomenu besede, kultura je pač umetniško ustvarjanje, kultura je vsa zgodovina tega, kar vemo o naši hrani, etnologija, arhitektura, tako kot ste omenjali, dizajn, vse, kar vstopa v neko celotno, kar sestavlja celotno sliko tega, kar imenujemo, bi rekla, užitek pri jedi. Tako da, izkazalo se je, da so teme, ki jih lahko iz tega ven pridobimo, res zanimive. No, tako da ta revija nam je bila v izjemen užitek pri izdelavi. Veliko novih zgodb smo slišali, nekatere smo mogoče celo tudi rešili pred pozabo, ampak mislimo, da je pomembno, da se vsaj enkrat na enem mestu, vsaj enkrat recimo v letošnjem letu, ki je zaznamovano za Evropsko prestolnico kulture in imamo vse pravico malo več o tem govoriti, da se vsaj enkrat na enem mestu zbere teme v, ne bom rekla zbornik, mogoče je ta beseda malo pasé, ampak v neko monografsko izdajo, ki pravzaprav obeleži neko obdobje zadnjih
20 let predvsem, seveda pa še veliko dlje v zgodovino, ki nam je prineslo kar nekaj sreče, napredka, zadovoljstva ob tem, da se stvari obračajo na bolje. Recimo imamo Žareta Kerina, oblikovalec, on je rekel en stavek, ki se mi je zelo na nek način zapisal v spomin, in sicer je izjavil, da on opaža, da ljudje ponavadi zelo radi vidijo in so zadovoljni, kadar vidijo, da se stvari obračajo na boljše. In to mislim, da je tega ne smemo pozabiti v resnici. No, imate pa v OK magazinu tudi eno zelo zanimivo temo, mini vodiče po krajih slovenskih, v katerih zanimive osebnosti povabijo bralce v svoje mesto in bi tudi vas povabila, pa mogoče midve razširiva na Slovenijo, kam bi povabili naše poslušalce na kavo, nekaj dobrega pojest, kak svoj ljub kotiček delili z nami. No, to je že spet kompleksno vprašanje, tako da upam, da bom znala zadovoljivo odgovoriti. Opažam tudi, da ko nekomu naročiš to, da ti to ne pove, je to zelo lahko izgovoriti, ko pa nekdo drug tebe vpraša, je pa malo težje ta svoj izbor zožiti. Recimo, torej svoje obiskovalce za uvod vedno povabim domov. In jim kuham in jih strežem kot kralje. Tako da te potrebe po, bi rekla, po prehranjevalnih izletih pravzaprav nimajo, ker imam pa večino prijateljev takih, ki na to veliko dajo, se pa seveda tudi to zgodi. Recimo za kavo, moji mesti sta Kamnik in Ljubljana, ki jih bolje poznam in tudi sem pač se štejem kot meščanka obeh. Za kavo mi je od nekdaj zelo ljuba kavarna Union, ki ponazarja v bistvu duh klasične, verjetno dunajske kavarne, tako kot si jo predstavljamo. Tako da v kavarni Union sem naredila tudi, jaz mislim, da večino svojih intervjujev v življenju, ker je tako prijetno, mirno, ljudje se sprostijo. Mlajšega človeka bi zelo verjetno na kavo povabila v katero od kavarn, ki jih vodi Prežarna stol. Prežarna stol je sicer doma v Kamniku. Oni so, bi rekla, butični prežarji in izjemni poznavalci kave. Zelo spoštljiv odnos imajo do kave, vsako leto pač organizirajo tudi festival. In oni nam prinašajo kavo, kakršna bo, pri kateri je meni osebno najpomembnejše to, da je trajnostna. Piješ boljšo kavo, hkrati ima pa kmet v Kolumbiji, ki jo je pridelal od te kave več, kot bi imel, bi se zgodilo, če bi pila neko kavo, ki je bila pridelana na neki ogromni plantaži. Tako, toliko, kar se kave tiče. Recimo zelo všeč mi je, dajva tako reči, najbolj izstopajoče točke za turiste so seveda pri nas to morje in izjemne gore, ki meni vedno vzamejo dih, kadarkoli se peljem domov, ko se odpre ta venec teh Kamniških Alp. Recimo na morju je ena taka izredno nezahtevna točka, ki mi je pa izredno pri srcu, je pravzaprav majhna kavarnica, ki se nahaja na plaži v Strunjanu. Mislim, da pripada tamkajšnjemu hotelu. In to pač moram povedati, da tam imajo najboljše krofe, ki sem jih jedla kadarkoli. Je pa tudi pogled, ki pravzaprav večino te slovenske obale odpre pred človekom, ki sedi tam. In se veste, ta vtis morja, ki izginja v daljavo, je pravzaprav zato, da se tvoja duša nekako sprosti, izjemno pomemben. Tako da to se mi zdi ena taka prijetna točka. V Alpah recimo bi rekla, da je zelo zanimiva točka Jezero Jasna pri Kranjski gori. Pri Jezeru Jasna pravzaprav imaš tudi gastronomskih možnosti, kot bi hotel. Imaš restauracijo z 2 Michelinovima zvezdicama, imaš pravzaprav karkoli hočeš, tam se lahko za cel dan razporediš, ampak ta pogled na te vršace, ki obdajajo, na to sivino, na to globoko zelenino teh stoletnih gozdov, na to
prozornost in fluidnost te vode, mislim, da je to reka Pišnica, je pravzaprav nekaj izjemno pomembnega, kar se v energijskem smislu tiče. Zelo zanimiva točka, meni osebno je tudi Sveti Primož nad Kamnikom. Sveti Primož nad Kamnikom je pravzaprav naša domača rekreativna točka. In tako kot moje osebno prepričanje, za katerega pa nimam pač nikakršne znanstvene podlage, je, da je to zares energijska točka, tako kot so recimo bližnje Tunce in tako kot jih poznamo še druge. Kar sem si vedno interpretirala s tem, da če kdo pozna Sveti Primož nad Kamnikom, ve, da je tam ogromna zgostitev nekih sakralnih objektov. Cerkev na kapelico, vse, kar se da. In jaz sem se vedno spraševala, zakaj so se toliko mučili, da so sem gor zvlekli to kamna in to vse postavili. In pač moja interpretacija, ki pa temelji na tem, kar doživljam jaz, ko pridem gor, je, da so ljudje počutili posebno dobro energijo, ko so tja gor prišli, kar si niso verjetno znali drugače razlagati, kot da je tam neka božja prisotnost, zdaj bi verjetno rekli dobre energije, in to obeležili pravzaprav na nek način tudi z arhitekturo. Kaj vas še zanima, povejte? Se pravi, za prste v bližnji dobri je najboljš pri vas doma. Dobro, to bi bilo zdaj malo pompozno reči, no, ampak... No, to sem že slišala. Od koga pa? Od najne skupne prijateljice Tine. Aha, no, to pa lepo. Hvala, Tina. Ne bom rekla, da je pač to neka izjemnost. Seveda je pa tako, če imaš z nekom tako oseben odnos, da preživiš z njim cel dan in ga voziš po vseh teh točkah, seveda ga boš povabil tudi domov in seveda se boš potrudil za njega. Drugač pa ni pa to, mislim, ne izvajam visoke kulinarike doma. Za prijatelje. Za prijatelje. Tako je najboljše. Hrana in družba in doživetje. In to je doživetje kulinarike poskušate približati bralcem tudi prek Oka magazina. In preko priloge vsak teden, ne pozabimo. Absolutno, ne pozabimo. Torej, vabimo vse poslušalce k branju Oka magazina in Odprte kuhinje. Hvala, Karina, za obisk v našem studiu. Vam pa hvala za pozornost in se slišimo ponovno čez 14 dni. Hvala. Hvala.